Lepo pozdravljeni na dogodku Cankarjeve založbe. Danes se bomo tukaj v okviru knjižnega sejma, letošnjega žal zgolj virtualnega, pogovarjali o mladih na internetu. Vem, da je to tema, ki zveni obenem zelo pompozno, obenem zelo preprosto, ampak mi bomo skušali jo nekako zaobjeti za vseh strani. Zato imam danes tudi pred sabo kar raznolike goste. Bi jaz rekel najprej Neli Filipič, če smem predstaviti, seveda kot avtorico Fronte, ki jo imam tam pred sabo na mizi. To je mladinski roman, ki govori, ki se tudi dotika recimo nekaterih teh tem, o katerih bomo danes govorili, oziroma je to celo ena osrednjih tem. Neli je sicer jaz mislim, da jo vsi zelo dobro poznamo kot mladinsko pisateljico, kot pisateljico, ki je bila tudi večkrat nagrajena, nominirana za svoje delo. In tale knjiga naj bi bila celo prva od trilogije, ne? Tako sva nekako rekla, Neli. Ja, lep pozdrav in hvala, Aljoša, za povabilo na ta pogovor. Zdaj si malo prehitro izdal, tole sem hotela povedati. Ja, to je prvi del trilogije, ja. No, super, se bova se še tega gotovo dotaknila. Potem je z mano tukaj Dan podjet. Dan, jaz mislim, da tudi zdaj vsi poznamo, ker veliko nastopa na televiziji, razburja ljudi s svojimi antropološkimi pogledi, kar je, jaz mislim, da zelo, po eni strani zelo hvalevredno, no, da antropologija nekoga še pripravi do tega, da karkoli komentira. Kaj bo po drugi strani? Po drugo stran bova pustila. Skratka, Dan podjet je pa avtor dveh knjig, Videnji in antropologija med štirimi stenami. Dan, ti si zdaj antropolog, raziskovalec pravzaprav vseh teh družabnih omrežjih, pa hkrati tudi zdaj po novem novega človeka, ki nastaja s Covidom. Z Danom imava tudi bova mogoče nekje vmes omenila, Dan pa je prihodnji avtor Cankarjeve založbe, zato sem ga tudi malo prikrito povabil semle, da bo mogoče tudi že kaj razkril, ker me nazadnje kot urednika zanima, kako nastaja naslednje delo, ampak več o tem pozneje. Hkrati pa imamo še tukaj Teja Čeha, ki pa je, zdaj Teja bom mogel malo pogledati v svoje zapiske, se opravičujem, član skupine Dunkin Devils. To ni kar tako, ne? To je napol akrobatska, napol, kaj ste sploh? Tako je, ja, mi smo v bistvu zabijalci na košu. Oziroma, zabijalci na košu, ja, kako se pravi imenuje? Zabijalci, oziroma v bistvu, kako bi rekel, akrobatska košarka, nekaj v tem smislu. No. Skratka, ampak hkrati ste pa zadnja leta... Akrobati. No, zadnja leta ste pa zelo skratka dejavni na TikToku, pa predvsem ste prevzeli, zdaj kot se temu reče, nekako vsebinsko oblikovanje vsebine za družabna omrežja za številne neke deležnike, če jaz prav razumem. Ne? Tako je, ja, mi smo v času Covida smo ostali brez nastopov in tudi firma je potem ostala brez nekega dohodka in smo mogli se nekako prerekonstruirati. Smo šli v ustvarjanje vsebin in vodenje različnih profilov za različna podjetja. In to smo se specializirali res na TikTok. No. In specializirani za TikTok, kar je posebej meni zanimivo, zlasti zato, ker zdaj že jaz počasi spadam v to staro generacijo, ki v TikToku ne ve absolutno nič. Tako da Tejo, hvala, da si tudi ti prišel. Danes se bomo, kot sem že rekel, pogovarjali o mladih na spletu. To je tema, ki se meni zdi zelo zanimiva, hkrati pa, kako bi rekel, kar malo občutljiva na trenutke. Ne? Jaz bom se nekako trudil, da ne demoniziramo te teme, skratka, da ne govorimo o tem samo v negativnih konotacijah, obenem pa seveda moramo povedati marsikaj tudi kritičnega. Hkrati pa seveda, jaz mislim, da je tudi tukaj kar nekaj priložnosti, kar nekaj zanimivih reči, kako se te stvari razvijajo in mogoče, Neli, če kar začneva pač tudi s tabo in s tvojim romanom, tisto, kar se meni zdi pri Fronti zelo zanimivo in kar je nekako, kar sem jaz pač takoj opazil, ko sem prebral rokopis Fronte, je pač ta neka, kot sem že rekel, tematika tehnologije, nevarnosti tehnologije, kreativnosti tehnologije. Zdaj me pa zanima v resnici, a si se ti namenoma lotila pisati pač roman, da boš dala to temo noter, tako temo, je to pač neka osrednja, tudi zate neka osrednja tema tega romana, ker roman ima precej več tem, no, tole zdaj, da ne bo samo, kot da je govora samo o enem. Ali je pa to nekako prišlo bolj organsko, ker ne nazadnje, kako sploh danes pisati o mladih, o komerkoli v resnici, no?
ne da bi pisali o družabnih omrežjih in novih tehnologijah. Skratka, katera plat je vseeno le malo načrtnosti bilo pri tebi, ko si začela pisati roman, ali je pa to nekako prišlo iz opazovanja pravzaprav okolice? Ja, to je dobro vprašanje. V bistvu najbolj preprosto povem, če rečem, da je oboje bila prisotna. Se pravi, najprej to organsko opažanje, da smo vsi vpeti v ta digitalni svet. Mislim, mladi so praktično rojeni van, ampak mi smo tudi izdrkali čisto z lahkoto. Tako da, če bi pisala o čemarkoli, kar bi bila neka sodobna tema, in da bi se poskušala res popolnoma izogniti temu, bi delovalo verjetno zelo umetno in nenaravno. Tako da, razen če bi pisala, ne vem, o Amiših, a kaj ste makom, ali pa neki sekti. Druga stvar je pa, da sem zavestno se poskušala zares reflektirati ta svet tukaj in zdaj, kar je sicer mladih, jasno, 18-letnikov, tam nekje. Seveda sem tlele bila skozi malo v dilemi, a je to pametno, ker tako ekstremno zdajšnji svet, je lahko v tem trenutku zelo triki. Ker mi imamo pametne telefone dobrih 10 let. V tem cajtu so postali, so nam tako praktično, tako so se nekako zlizali z nami, tako so postali del vsakdanjika, da se nam zdi, da so bili tukaj odvedno. Ampak tehnologija in vse to gre tako naprej, da tale roman je lahko čez 5 let, kar se me tiče zastarel zaradi tega. Si ne predstavljam. Tako da moja pozornost je bila nekako na mladih in na tistem njihovem primarnem okolju, ki je enako, kot je bilo vedno, verjetno, v zgodovini človeštva. To je, da ker si star 18 let, izstopaš iz svoje prvotne družine, nekako kot nek posameznik, ta postaja vse manj pomembna, je še vedno okolje, v katerem si nekako zaščiten in varen, ampak v resnici se ti oči obračajo v svet, v svet grejo. Nimaš pa, kot bo kasneje prišlo, recimo še svoje družine. In zato je to obdobje tako zelo posebno. Nimaš tista ta primarna družina, ni več ti toliko pomembna, ona druga tvoja, ki boš čez leta prišel, da je še ni, in tebe zanima svet. Svet, ljudje v njem in vse, kar se dogaja. In zdaj, včasih, ko sem jaz odraščala, je bil ta svet zelo oddaljen. Nismo brali časopisov, hodili smo v kino in tako naprej, ampak če si hotel imeti ta svet, si moral nekako priti do njega. Jaz sem recimo pri teh letih preštopala Evropo, da bi prišla do sveta. Zdaj pa imamo mi eno napravo, fantastično, mali računalnik v roki, vsak ga ima v žepu in ga potegne in ima praktično cel svet na dlani. Tako da z vsem, kar je možno, s povezovanjem, z informacijo, s tem, z drugim, vse živo. Tako da smo v ta svet tako neverjetno vpeti prek računalnika, da je to bil tudi razlog, da sem pravzaprav temu posvetila. Zato, ker če so v romanu nastopa 5 likov, 18-letnikov, ampak ta tihi njihov sojunak je pravzaprav aplikacija Fronta, ki je naložena na pametni telefon in ki pravzaprav povzroči vse ta glavne zaplete. Mogoče bi še to omenila, da ljudje smo navajeni vstopati v odnose z nekim zaupanjem. Ko imaš neko svojo družbo, prijatelje in recimo načeloma podeliš eno karto zaupanja in vse, kar je nekako blizu nam, verjamemo, da je v redu, da lahko zaupamo, dokler se seveda ne izkaže nasprotno. In zdaj pri telefonu je to, da je to naša igračka, ki jo nosimo v žepu, v torbici ali kakorkoli, ki jo zelo dobro poznamo, ki jo obvladamo, poznamo te aplikacije in tako naprej. In mislim, da je nekako a priori dajemo neko zaupanje, da je to v redu. To je moj telefon mene ne bo zafrknil. Ampak v resnici je to veliko več. In seveda ne bom zdaj razkrivala, kaj se zgodi pravzaprav v romanu, ampak gre za to zlorabo zaupanja. Ne samo v odnosih, in zgodi se tudi v odnosih, teh najboljših prijateljskih odnosih in so strani tega pametnega telefona. No, če ostanemo recimo pri mladih in pri spletu, govorila si recimo Neli o pozornosti neki dan, s čimer si se tudi ti zelo veliko ukvarjal v svoji prvi knjigi. Danes nekako hlepimo po pozornosti, hlepimo po tem, da nas vsi
lajkajo, da nas vsi skratka, da delijo naše objave, da skratka, obožujejo našo podobo, ki jo seveda konstruiramo na spletu. A si se kaj podrobneje recimo tudi spraševali, pa seveda se ukvarjaš tudi, sami imaš recimo otroke, ne, najstarejši domnevam, da že neki najstnik, ne? Tako. A si se kaj vprašal recimo te, ne vem, a skrbi ali kakorkoli že, skratka, kako se zdaj mladi v tem hlepenju po pozornosti, ravno najstniki, za katere vemo, ne, da se ravno še iščejo, da nekako gradijo svojo identiteto, ne, in ravno seveda najstnik je vedno želel biti viden, vedno je želel to pozornost, ampak zdaj imamo pač neko napravo, ki pa še spodbuja skratka to iskanje pozornosti. Kako to vpliva danes na najstnike? Ne nazadnje, zdaj nedolgo tega, ne vem koliko ste spremljali vse to skupaj v ameriškem kongresu in marsikje, pa tudi pred Evropsko unijo, če se prav spomnim, je pričala žvižgačica iz Facebooka, ki je jasno povedala, da se Facebook in Instagram, da sta se zelo dobro zavedala, kakšen vpliv na slabo samopodobo, recimo imajo njihova družabna omrežja, pa jim ni bilo kaj dosti mar. Skratka, kaj se tukaj na tem območju dogaja, kaj tebe mogoče skrbi in pa mogoče kaj se ti zdi pri tem zelo pač pomembno, da tudi starši mogoče ne nazadnje vejo. Ko si omenil mojo prvo knjigo, v bistvu prva samostojna monografija je bila Opazovanje opazovalcev in je govorila o opazovalcih ptičev, tako da ampak bi prav rad šel k tisti knjigi, zaradi tega, ker je bil svet takrat, ko sem izvajal tisto raziskavo bistveno drugačen, kot je danes. Raziskoval sem od leta 2005 do 2008 navade ljubiteljskih ornitologov, tistih ljudi, ki imajo res to neko nenavadno željo, zjutraj vstati ob 4, se odpraviti na teren, čepeti za kakim grmom, opaziti ptiča in sem potem bil z njimi, tudi njih opazoval, kaj oni počnejo, tako da se ves čas s tem voajerstvom profesionalno ukvarjam, opazujem opazovalce in v tej knjigi, ki si jo verjetno imel v mislih videni, sem pa opazoval, kaj se dogaja z ljudmi v tem času, ko so tehnologije, tako kot ste vi rekli, dejansko postale naši podaljški, neločljiv del našega telesa. Jaz imam to srečo, ko si omenil moje otroke, ta starejši sin, ki je zdaj res najstnik, on je človek 20. stoletja, bolj kot jaz, bistveno manj kot jaz, gleda v ekrane in ga občudujem, no, da niti ni na omrežja priklopljen, mislim, da se šele zdaj na Instagram priklopil. In jaz mislim, da to celo je nek nov trend, ki ga je treba opazovati med mladimi. Ne? To odklapljanje, ta želja biti neviden je bolj izrazita med mladimi kot med starejšimi. Naša generacija, nas treh tule, je zablojena generacija, vas pa vse bolj občudujem, ker znate bistveno bolj smiselno, razsodno uporabljati nove tehnologije kot pa mi. Študenti, ki jim predavam, recimo mene učijo, dajte malo paziti, kaj objavljate. Oni pač, tudi ti včasih rečeš kako tako, ampak študenti mi tudi povejo, ne vem, enkrat je bila neka situacija, zaradi kjer mi je še zdaj žal. Pač smo imeli neke skupne vaje z neko drugo fakulteto in sem bil tako navdušen v tistem trenutku, ko sem videl, kako sodelujejo, da sem pač fotografiral cel razred študentov in potem je prišla neka študentka iz tujine do mene po uri in je rekla, prosim, če zbrišete vse te fotografije, ki ste jih zdaj naredili, ker jaz ne želim biti na fotografijah, ne želim, da me Google sledi, ne želim, da sem kjerkoli objavljena. In tako, da sem potem seveda to naredil in od takrat naprej res dosledno vprašam človeka, ali si želi biti fotografiran, ali lahko, ne vem, ukradem ta delček identitete in jo jaz uporabim za to, da bo on bolj viden. Ker kaj sem hotel s tistem trenutku narediti? Zabeležiti trenutek, ga ovekovečiti, objaviti mogoče in na ta način, kaj, sebi povečati priljubljenost mogoče. Zato tudi fotografiramo otroke pogosto, jaz jih ne. Res, lahko pogledate moje profile, mojih otrok pač na spletu ni. In mislim, da morajo biti dovolj stari in odrasli, da začnejo sami to početi, če si želijo.
tega pravila se res tudi ženo dosledno drživa. Zato, ker menim, da jih zlorabljamo pogosto zato, da povečujemo svojo vidnost. Tu bi se fej strinjal. Ja. Tu je dosti nekih vplivnic, mamic, ki res na ta račun, na račun otroka, sej ne rečem, je luštno pogledati objavo. Sam ne vem, če je to smiselno, da ti izkoriščaš otroka zato, da dobiš neko pozornost, pa pol neka sodelovanja z nekimi podjetji na račun otroka, ki sploh ne ve, v čem se gre. Ne? Jaz imam slabo vest že zaradi našega mucka, če ga fotografiram, ker živali so tudi v bistvu en tak pripomoček, kako zvečati gledanost. In mucka pač ne morem vprašati, on se vedno strinja, je vedno pripravljen za fotografiranje. Čeprav si mora nekako zaslužiti za svoje brikete, ne? Mora malo prispevati. Pa se jaz nisem plačan od tega, tak influencer pa še tudi nisem. To je Aljoša Harlamov, so ga zadnjič razglasili za influencerja. Jaz sem hotel sem reči, da mačke so toliko po moje samoljubne, da mogoče pa ni. Tudi če bi imele to možnost, bi najbrž imele profile na Instagramu. Je pa res. Če date, mislim, to je neka očitno psihologija, ki je zadnji za tem, če dodate, bodi si otroka, bodi si mačka, bodi si kužka, ampak posebej mačka na fotografijo, bodo te fotografije bistveno bolj priljubljene kot tiste brez mačka. Tako mi je tudi rekel fotograf od mladine, ko me je nekoč fotografiral doma, tako sem se zleknil na kavču neko tako delovno pozo, ker pač večinoma pišem v leže, nažalost, kot smo se prej pogovarjala na poti gor z vašo producentko in je rekel, da je mačka zraven. Da je mačka zraven, to bomo imeli veliko lajkov. In dejansko se je to zgodilo. Ne? In potem komentarji, mucek, pa to je star maček, to je star 13 let, ta maček, to ni nek mlad mucek. Ne? Ampak ljudem je to enostavno všeč. Ne? Mislim, to je neki, kar mogoče, ne vem, izkazuje toplino. In to, kot opisujem tudi v knjigi Videni, je dobro zaznal tudi naš predsednik, ki, ko smo analizirali njegove profile, ima prav eno posebno kategorijo ustvarjanje videza ljudskosti in kako dosežemo videz ljudskosti. Tako, da se fotografiramo z otrokom, muckom, kužkom ali pa kako drugo živaljo ali pa z starodobnim vozilom, to je pa še en trik. Jaz se tukaj bi izpostavil, glih pred kratkim je postavil en trend na Instagramu, ki je neko podjetje, zdaj sicer nisem točno ziher, katero podjetje, je dalo ven kampanjo, da bo posadilo eno drevo za sliko svojega ljubljenčka. In to je, ljudje so objavljali svoje ljubljenčke, nenormalno. To je bilo res, na dnevni bazi se videl tak po ne vem koliko storijev na Instagramu. In to pomeni, da imamo zdaj nov gost zaradi tega. Cela Slovenija je če sem jaz prav razumel to novico, so pred kratkim pač odpovedali kampanjo, ker seveda ne vem iz kakšnega razloga niso pričakovali, da se bo odzvalo milijone in milijone ljudi in so seveda ugotovili, da toliko dreves ne bojo mogli posaditi. Ne. Tako da so ustavili kampanjo in se zelo opravičujejo vsem prisotnim. Zdaj mogoče, če se kar navežem Teo nate, tukaj... A ti je prišel message? Ja, tukaj govorimo... No, to je to. Ko smo v več univerzumih hkrati, ne, multiverzum oziroma metaverzum. Ja, to je tudi to, ker si moderator sprinta vprašanja, potem pa jih pozabi v pisarni. Skratka, Teo, hotel sem tebe seveda vprašati o tem, zdaj jaz moram sam res priznati, tudi sam si nenazadnje rekel, da si že malo prestar za TikTok, ne? To se bomo zdaj mogoče pogovarjati, ampak recimo, jaz Facebook in Instagram, Twitter še nekako razumem, predvsem pa so mi zanimiva ta sodobna mreža, ki pa privlačijo številne množice mladih. Ne? Zdaj Dan je že omenil, ne? Večina mladi odhajajo z Facebooka, odhajajo z Instagrama ali pa ga niti ne odprejo. TikTok je pa neka zdaj zelo privlačna, skratka družabna mreža, kamor se mogoče tudi pred nami starimi umikajo. Ampak a so kakšne posebnosti TikToka v primerjavi, ne vem, z Instagramom, s Facebookom, zakaj je recimo TikTok zdaj toliko priljubljen med mladimi oziroma toliko bolj priljubljen med mladimi? No, za začetek, ja, v naši ekipi kreativcev pač je večina 18 do 21 letnikov, jaz sam sem star 29 let in sem res, vsaj po mojem občutku sem malo prestar za TikTok. Ampak sem se pa ful najdel v tem, ker mi je nekaj novega, je drugačna kreativa, ti ko odpreš aplikacijo, je 9:16 format, niso kvadratki, kratki videi in lahko ti na hiter način izraziš svojo kreativo, narediš nek video in pač si priljubljen na spletu spet. Tako da ja, je pa TikTok po moje priljubljen glih zaradi tega, ker vsaj na začetku, ker ni bil toliko razširjen. Na Facebook, na Instagramu so bili že starši od otrok in otrokom to ni bilo več zanimivo. Zato je bil vmes tudi Snapchat,
zelo popularen, pa še vedno je pri mladih, zato, ker ga starši oziroma odrasli ne uporabljajo in jih tam ni in so rekli, ok, samo mi umaknili, zato je pol postala neka taka neka točka umika TikTok. Tam so se lahko najdeli, tam so tudi dali ven svojo kreativo in svoje izražanje. Poleg tega je pa tudi zanimivo zato, ker so videi gor niso narejeni, ni oglasov, ni nič tega in je zgolj tista spontani videi, res pristna vsebina. No. Zaradi tega je pač po mojem pri mladih toliko priljubljeno. Ampak je to pristna vsebina še za enkrat, ker vemo seveda, da slejko prej podjetja ugrabijo te pristne vsebine. Nenazadnje tudi Instagram je včasih bil za mačke pse, zdaj je pa za mačke, pa mimogrede še malo mačje hrane, za katero so seveda sponzorske objave. Ja, vedno več je gor podjetij, tudi je naša krivda, krivda v narekovajih, ampak še vedno je slogan TikToka Make TikTok not ads. Torej, še vedno tudi karkoli mi delamo organsko. Vsaka reklama je organske narave. Seveda, ne vem, v naslednjem letu pričakujemo, da bodo prišli oglasi tudi na TikTok, se na to pripravljamo, ampak še vedno mi baziramo na organskih vsebinah in probamo delati take videe, da bojo vsej populaciji pač zanimivo, da bo neko spontano izgledalo vse. Skratka, organsko je dejansko neko povabilo, če jaz razumem. Organsko vi naredite tako, da seveda nekoga povabite. Tako, pač ti narediš nek video, na koncu postaviš neko vprašanje, ki je vsem zanimivo, da pač se nekako poistoveti s tem videom pa vprašanjem in ti odgovori. In s tem tudi dobiš ti ogled, engagement v komentarju, pa še mogoče kak share, ki ga video pošera parim prijateljem in s tem organsko razširiš svoj, narediš si reach svojega videa. Ampak jaz nekako domnevam, da vi seveda izkoriščate svoje akrobatske spretnosti za Na začetku smo se res posluževali zelo veliko tega, ampak spet ne smeš tega preveč izrabljati, ker rata spet spet je akrobati, spet bo salto naredil. Spet bo salto. Pač se res, ampak če ti narediš vsak video salto, je pol otrokom, dajmo nekaj novega. Tako da smo pol mogli, pač smo se usedli, smo rekli, dajmo narediti en brainstorming, pa smo pol mal vsak profil zapeljemo svojo zgodbo, naredimo strategijo. Saj imamo še vedno profile, kjer baziramo na akrobatskih vložkih, ampak imamo pa profile, kjer sploh ni naših akrobatskih trikov noter, tako da pač ti res izogibamo. No. Sploh tudi kdaj stranka zahteva, tega pa mi ne bi. Tako da se umikamo. No. No, če spet nadaljujem, spet super izhodišče. Jaz mislim, da Neli, če se vrnem k tebi, zelo zanimivo se mi zdi to, kar je Teo zdaj povedal, nekaka ta razlika med, slišali smo velike strategije zadaj, ne? Kot podjetje zelo seveda razmišljate o tem, hkrati seveda je vsa ta strategija potrebna tudi zato, da stvari izgledajo spontane in je ta neka zelo zanimiva diskrepanca med tem. Enako, Neli, se meni zdi pri tvojem romanu, vse vemo, najstniki so vedno živeli med dvema svetovama, ne malo še otroško, malo že odraslo, zanima jih seveda velike teme, družba in tako naprej, ampak zdi se mi, da seveda z družabnimi omrežji, z spletom je to se še nekako ukrepilo in predvsem sva se midva veliko recimo v knjigi, v romanu pogovarjala o tem, kako uravnotežiti ti dve skrajnosti. Na nek način včasih ti najstniki delujejo zelo še otročje, skratka njihov humor zna biti zelo tako prismuknjen, zelo spontan na nek način seveda. Potem pa po drugi strani pa so seveda zelo tudi odrasli, ker se spopadajo z raznimi identitetnimi stiskami, z raznimi, seveda zanima jih politika in tako naprej, skušajo se znajti v tem svetu in ta ton zelo se spreminja, ne? Zelo niha od tega, da so, kot sem rekel, otroči, pa do tega, da so resni. Kako si ti med tema dvema skrajnostma manevrirala? Ne nazadnje, pa tudi mogoče to povezano s tem vprašanjem, prej sva omenjala seveda, da ni dosti družabnih omrežij ne samo v mladinski literaturi, jaz moram reči v literaturi nasploh. Eden izmed razlogov seveda tudi zato, ker je to zelo težko pisati. Ne? Skratka, kaj boš zdaj ti opisoval lika, ki na Facebook piše status, pač to je precej dolgočasno in tako. Kako si se tudi tega lotila? Ne? Ker vendarle tukaj notri junaki uporabljajo aplikacije, pošiljajo si fotografije in tako naprej. No? Ja.
Torej, sigurno ne bi o tem pisala, če ne bi bila mama 2 adolescentov, ker sta v tem času, ko sem roman pisala, je mlajši sin ravno bil 18 let star in sem to ves čas uživo doma opazovala, kako komunicirajo mladi med sabo, kaj se pogovarjajo, na kakšen način se pogovarjajo. In jaz v resnici hotela reflektirati ta svet. Res, prvič mi je bil zelo všeč, zelo zanimiv. Seveda sem lahko najdla neke korelacije s tem, ko smo mi bili mladi. Ne. To podobnost je v tem, da smo tudi mi, ne, se pravi, človek nekako vedno iz svoje izkušnje izhaja, je bazična. Ne. Tudi mi smo imeli ta čas za sebe, čas za zabavo. Ja, pri 18 imaš občutek, da si odrasel in da ti noben ne more soliti pameti, ker itak vse veš. Hkrati te vse zanima in hkrati si tudi otroči, zaradi tega, ker je to pravzaprav ta igrivost je še zmeraj močno prisotna. In torej, ko sem jaz opazovala te mlade ljudi okrog sebe, sem prav to opažala, da ta lastnost je še zmeraj enako prisotna, nič se ni spremenila. Spremenilo se je samo ta drug del, povezanost neprestano z omrežji, z družabnimi omrežji in ta vpetost v to. Se pravi, ja, predvsem pa nisem hotela napisati romana, ki bi bil dolgočasen in zatežen. Sploh pa ne, ki bi solil pamet v tem smislu, kaj je v redu in kaj ni v redu. To že tako starši preveč počnemo. Tako da, kaj sem hotela reči, da sem se malo zgubila, kaj si vprašal? Skratka, kako si pravzaprav, ko si opisovala, a si pazila posebej na ta ton, ki se spreminja, ne? Vendarle v enem trenutku še pošiljata slike račk, recimo, pa si pišeta neka smešna sporočila, drugi trenutek se pa pogovarjata, ne vem, o razlikih med fašizmom in komunizmom. Recimo, ja, točno to je tisto, kar sem jaz opazila pri mladih ljudeh, da to skakanje je. Ta omrežja, spošiljanje teh sporočil in vsega tega zelo omogočajo to izkušnjo. Hkrati so pa ti mladi ljudje, ki sem jih jaz spoznavala, imela priložnost spoznavati, izredno lucidni, vse jih zanima, veliko živejo, imajo dostop do informacij, od povsod prihajajo te informacije. In to se mi zdi zelo dobra plat pravzaprav te povezanosti interneta, prisotnosti. Druga je seveda ta obsedenost, stalno čekiranjem in tako naprej. Hotela sem narediti knjigo, ki bi bila po eni strani lahkotna, po drugi strani pa niti najmanj ni lahkotna, ker pač odpiram te neke težave, zlorab, zaupanja in vsega tega, kar spet ne bom vsega razkrila, ker je skrivnost do konca v romanu. Ja, mislim, kaj s tem, mladi dan, mi, ker smo bili mladi, smo nekako imeli, meni se zdi, prihodnost ni bila tako grozeča, kot je danes. Tudi nismo imeli stika toliko s temi nekimi grozečimi informacijami. Danes povprečen adolescent ve že vse, kaj ga čaka. Mislim. Podnebne spremembe, težave, vojne, begunci, drugo pismo. Vprašam se, kako lahko sploh s tem živijo. In pol se mi zdi ta umik v zafrkancijo, v zmanjševanje te napetosti, se mi zdi toliko bolj pomemben, da malo to relativizirajo. Upam in mislim, da mi je to kar dobro uspelo v knjigi. To dvojnost, to skakanje med resnostjo in otročjostjo prikazati. Jaz vsekakor mislim, da ti je to izjemno uspelo, zato smo zelo veseli tvoje knjige in pa spet si mi dala seveda fino izhodišče za nadaljevanje pogovora, kajti Dan, ti se zadnje leta zelo ukvarjaš z, čakaj, to si bom pa prebral, homo covidensisom, skratka z nekim človekom, ki nastaja zdaj ali pa bo nastal v nekih razmerah, kot je recimo zdaj tale COVID, kjer smo med 4 stenami preživeli, pač dogaja se zelo velike spremembe v družbi, ki jih mogoče ta trenutek še niti ne opazimo, pa če smeva recimo špekulirati, kakšen bo se pravi človek, kakšna bo ta nova normalnost, v katero bomo prišli, kako bo COVID in vse te nenazadnje, recimo, zdaj počasno se navadili na to, da si pač zvolj, kar tako naročimo hrano, da nam dostavijo doma, se pravi, niti jesti več ne rabimo ven, kina imamo doma, vse imamo doma. Skratka, kakšen bo ta človek v prihodnosti, predvsem pa kakšne so tiste velike spremembe, če lahko pač malo špekulirava, ki bodo vplivali še bolj na človeka v prihodnosti.
No, ta ključna beseda, ki si jo rekel, je nova normalnost. Ker naprej to iščemo, že 1,5 leta iščemo novo normalnost. Jaz mislim, da imamo 2 scenarija za prihodnost. Ali bo to nora normalnost, ali pa nova nenormalnost. Mislim, da normalnost iskati nima nobenega smisla. Saj smo tudi v preteklosti vedno živeli v krizi in zdaj živimo pravzaprav v trajni krizi. Nekaterim to bolj odgovarja kot drugim. Med drugim, jaz mislim, pa ne mislim, da je tu zadaj kakršnakoli pandemija, da je kdo si izmislil virus zaradi tega, da bi bolje prodajal stvari nadaljavo. Mislim pa, da nekateri so znali enostavno zajahati ta val novega načina življenja. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg in drugi digitalni fevdalci, kot jim pravim, zaradi tega, ker oni so dejansko tako obogateli kot še nihče verjetno v zadnjih 100 letih. Bezos je v enem letu povečal premoženje za skoraj 100 milijard dolarjev. Zakaj? Zato, ker jaz živim na tak način, ker ogromno več naročam po Amazonu, ker si hrano dostavljamo na dom, ker ne hodim več v trgovino, ker se je spremenil naš način življenja. Med pandemijo smo prodali avto, recimo, ne potrebujemo ga več. Pač avto je nekaj, kar nam je že prej predstavljalo breme, finančno, pa še tisto, ko moraš gume zamenjati v tem času leta in podobno, pa vinjeto kupiti v pravem času. Zdaj nimamo avta, živim bolje, bolj sproščeno, ampak potrebujem pa nove rešitve. Dostavo hrane na dom. Stvari pridejo k meni, ne grem jih jaz več iskat. Ta trend življenja med 4 stenami pravzaprav ni nov. Že konec prejšnjega tisočletja smo doma, med 4 stenami, doma konkretno preživeli 68% časa, v zaprtih prostorih, vključno z avtomobilom, 93% časa. To pomeni, da smo samo še 7% časa na prostem. In to so 25 let stari podatki. Zdaj, lani, jaz sem šel Googlove podatke gledati in Google nas pa kar dobro pozna, se je ta trend samo še potenciral. Torej, zgodilo se je to, da se je pospešil nek trend. Drugi trend pa je življenje pred ekrani. Že v predcovidskem času smo bili pred ekrani, kot piše tudi Alter v knjigi Sužnji zaslona, tam od 8 do 9 ur dnevno. To so podatki za odrasle. Zasloni pomeni televizija, pametni telefoni, računalniki, tablice in vse ostalo. In prav leta 2018 je prvič, po podatkih iz ZDA sicer, ampak mislim, da smo tudi mi nekje tam, čas, ki ga porabimo za gledanje v telefon, presegel čas, ki ga rabimo za gledanje v televizijski ekran. To pomeni, da je postal kar naenkrat telefon, ta glavni pripomoček, ki ga imamo v življenju, tam sprejemamo novice. Za mlade je pa itak to glavni medij, ne? Oni pogosto grejo spat s telefonom in se zbudijo s telefonom. A spet o mladih govorim, pa kažem na nje s prstom, jaz počnem isto. Žal, me je sram. Na stranišče gremo s telefonom. Ne moramo iti celo na stranišče brez telefona, ne? In tako kot smo včasih iskali kako knjigo ali pa revijo, zdaj imamo pa na stranišču telefona in to je postal nekako samoumevni del našega življenja. Še to sem hotel reči, mislim, da je res ta kriza, ki je globalna, zaznamovala nastanek 2, tako vsaj simbolno, podvrst človeka. Ne mislim, da se spreminjamo genetsko, ampak spreminjamo pa se, da se delimo bolj na Homo covidensisa, covidskega človeka, ki je obtičal med 4 stenami in pred zasloni, in pa na Homo deusa, o katerem je pisal Harari, na tistega človeka, ki lahko nadgradi svoje umske kapacitete z računalniki, z Neuralinkom, in si podaljša življenje z genetskim inženiringom, z prehranskimi dodatki, kot to počne recimo Ray Kurzweil, vodja inženirskega razvoja v Google, ki na leto poje za $1 milijon prehranskih dodatkov. In jih hkrati prodaja, seveda. Ne? Tako da ne vem, če ni njegova ta knjiga Singularity is Near. On pravi, leta 2045 se bomo itak vsi naložili na matrico. Torej bomo se dokončno povezali ljudje in tehnologije. Takrat bomo vsi tam, vsi bomo noter, vsi bomo tako kot je rekel Volodja v briljantnem valčku od Jančarja. Torej, vsi bomo v nekem metaversu, ki mogoče zdaj nastaja s tem, kar Zuckerberg proizvaja. No, ampak jaz mislim, da pravzaprav ne bo to čisto res. Jaz mislim, da
bodisi bomo covidski ljudje, ki bomo še vedno tlačani digitalnih fevdalcev, ki z našim načinom življenja izjemno dobro služijo. Ali pa druga možnost, mogoče bomo pa res vsi na matrici, pa bomo vsi imeli nek operacijski sistem v glavah, ampak fevdalci bodo imeli tisto polno opcijo operacijskega sistema, mi bomo pa ves čas gledali oglase, kamorkoli bomo šli, v glavi seveda, ker glava je zadnje zatočišče svobode, zadnja oaza zasebnosti, ki jo še imamo, in tudi tja prodirajo podjetja. Netflix recimo želi prodreti tudi v naš spanec, kot je rekel direktor Netflixa, ni najhujša konkurenca HBO našemu podjetju, najhujša konkurenca je spanec ljudi, ker grejo spat. Torej, to je zadnja tista oaza zasebnosti, ko spimo, ko sanjamo. Dan zdaj si sliko eno tako prihodnost, da ne vem, če ne bomo mi zdaj vsi malo poskakali skozi okno ta trenutek, ampak ne. Pa se to je bila kar lepa slika. No? Ja, to je bila še lepa. Jaz mislim tu bolj na začetku bolj pozitivno sliko prikazati. No, hvala ti potem očitno za to. Očitno je tudi slovensko pohodništvo po gorah, pa to počasi izumira, če bomo več med stenami preživeli. Ampak mogoče bi se zdaj še obrnili malo na svetle plati. Jaz sem vseeno rekel, da nočemo samo demonizirati in čeprav tole, kar je Dan seveda povedal o digitalnih fevdalcih, tam je izraz mi je zelo všeč. Ampak zdaj še vedno govorimo tudi o tem seveda, da se dogaja recimo neke spremembe. TikTok, ki je zelo priljubljen med mladimi, tudi mladi uporabljajo TikTok za zelo različne stvari, med drugim tudi za recimo družbeni aktivizem. Nedolgo tega so recimo TikTokerji svojimi pozivi zrušili spletno stran v Teksasu, kjer so zbirali neka ta ovajanja žensk, ki so šla delati splav. Že predtem so TikTokerji pod vplivom te korejske glasbene skupine, mislim, da so BTS, če se ne motim, skratka, spet naredili en velik val, skratka, so tudi nekaj, bi jaz rekel, gibanja se ne nazadnje razvijajo na TikToku, neka povezovanja. Teo, kako ti to vidiš? No? Tukaj bi lahko dodal še en primer, ki je naprimer glih ta nek international sign za pomoč, ki ga je punca videla na TikToku, jo je rešil dejansko ujetništva. No? Tako je. To je nekdo ugrabil. Tako da tudi dejansko na TikToku je tudi ogromno dobrih stvari, ampak moraš pa ti biti, ne vem, sam oziroma naučen tako, da znaš stvari prefiltrirati. Ker TikTok je taka platforma, da te sama spoznava. Naprimer, ti, ko prideš na Instagram, imaš takoj ljudi, ki jim ti želiš slediti, oziroma svoje prijatelje in tiste stvari, ki te zanimajo, pa takoj in tisto pogledaš prvo. TikTok je ravno obratno. Ti prideš na TikTok in imaš For You page. To je stran, ki so vsi kreatorji gor. Oziroma TikTok sam določa, kaj ti bo pokazal, glede na tvoj interes, kaj si ti pogledal, kaj si ti polajkal in ti on sam meče. In mislim, da pač tukaj, koliko ti znaš potem prefiltrirati zadeve, znaš tudi zadevi se izognati tem negativnim vplivom tega omrežja. No. Ampak to mi je posebej zanimivo, seveda tukaj pol zahteva nekaj od nas, oziroma mi moramo že imeti neko predznanje, recimo, preden gremo na družabna omrežja, ampak kako ste se vi recimo lotili kot podjetje, potem tega ste najprej, ne vem, preučili TikTok, domnevam, da ste preučili razne te algoritme, kakorkoli že, da ste znali začeti to uporabljati, recimo. Mi smo v bistvu, sami smo se logirali na TikTok, ga začeli uporabljati, ustvarjati vsebine in ga tako spoznavali. Vsak je imel svoj TikTok profil, pol leta, mogoče malo več kot pol leta, preden smo sploh zaštartali mi s podjetjem kot takim. Pa smo počasi tudi z samim podjetjem, pa z ustvarjanjem TikTokov za podjetja, za ostala podjetja, tudi začeli spoznavati te algoritme in njegove spremembe, kaj deluje, kaj ne deluje. Če ti vdaš takoj obraz človeka gor, ga bo algoritem takoj zaznal. Če so prve 3 sekunde nezanimive, bo video nikamer ne bo prikazan. Pa take zadeve, pač se počasi učiš in še vedno se učimo. Še vedno nismo zdaj strokovnjaki za TikTok, bi temu rekli, ampak
Vsak z dneva v dan se učimo, pa po mojem bomo butasti umrli. Ampak zdi se mi pa tudi recimo, pomembno, oziroma dobro vedeti, da recimo, vseeno se mi zdi, da mogoče manjka. Zdaj dostkrat veliko govorimo o digitalizaciji, veliko govorimo recimo, zdaj so otroci v šolah, pač šolari so predvsem pred ekrani, zelo smo jih posedili, ampak se mi zdi, da po drugi strani vsaj v šolskem kurikulumu ali pa kakorkoli, kjerkoli na nobeni točki mi ničesar, se ne vem, koliko bi to mlade zanimalo, ampak v resnici mi ne ponujamo nekega učenja ali pa nekega predznanja. Niti recimo, jaz vidim, da recimo mnogi, pa zdaj ne govorimo o mladih, ampak govorimo o svojih vrstnikih, pa starejših, ne ločijo recimo, kaj je očiten fake news, ne, pa čeprav, ko prebereš tisto, ti je povsem jasno, ne, da je že spletna stran izgleda. Recimo, mnogo nekega znanja, jaz mislim, da sploh nimamo teh omrežij, ampak kar preprosto prepuščamo, da se ljudje sami naučijo. Ja, tu se strinjam, popolnoma. Jaz tudi sam sem že iskal neke tečaje pa izobraževanja na temo digitalnih oziroma socialnih omrežij, pa ne samo za ta mlade, tudi za starejše je bilo fajn glih zaradi tega, da pač že čist banalen primer so ti virusi, ki se širijo po mailih, naprimer. Ja. To bi lahko naučil človeka, ne tega kliknati, ni v redu. Naprimer, ne? In za mlade, pač kaj so fake news, kateri trendi so v redu, pa kateri ne, čemu slediti, čemu ne slediti. Teda ja, jaz se strinjam, ne vem, zakaj ne bi v šolo dal predmeta socialna omrežja ali pa ne vem, pač izbirne vsebine. No, še druga taka stvar, ki sem te hotel vprašati, pa je meni recimo včasih zdaj opazujem pač naše dosti teh recimo vplivnežev, pač večinoma ne sicer na TikToku, ker tega, tako kot sem rekel, nimam, imam druga omrežja, ampak zdi se mi recimo, da pri nas je še precej zmede glede tega, ne prej si omenjal organski marketing, kakorkoli vsebine, kakorkoli temu rečemo. V tujini se že precej, recimo, vem, da ne vem, po nekih tujih državah zakonodaja določa, da mora nekdo, ki seveda je, ne vem, prejel recimo knjigo, no, če smo pri založništvu, seveda jasno napisati, da je to zdaj na nek način sponzorirana objava, še posebej, če je seveda plačen za to, da naredi 3-4 objave v tej knjigi. Ne. Pri nas zaenkrat, če jaz prav razumem, ni nobene zakonodaje, ki bi pokrivala ta prikriti marketing ali pa organski, pa kakorkoli pač imenujemo ta marketing. Ne? Tudi, kar jaz vem, same zakonodaje glede tega ni. Ja, naprimer kaj je že v Združenem kraljestvu imajo ta nek cap code, ki točno določa, ja, kaj moraš, kako moraš narediti, da je sponzorirana objava oziroma da je paid. Pri nas tega ni, tudi v našem podjetju se temu izogibamo, pač, da bi res, tako sem že prej rekel, mi poskušamo narediti organsko. Uporabljamo pa vplivneže za to, glih zaradi tega, ker jih algoritem ima face recognition in ga takoj, kakor ti postaviš neko znano faco, se ne raje biti zdaj vplivnež TikToka, lahko je tudi, ne vem, Jan Plestenjak, naprimer, pa bo, pa ga bo začel prikazovati večjem številu folka. Tako da tukaj pri nas, hvala Bogu, tega še ni. Je pa res razlika. Na Instagramu se tudi sami vplivneži takoj izdajo, če temu tako rečem, da to je pa sponzorirana objava, če pa ni sponzorirana, pa je pač tudi drugače objavijo, drugače uredijo, se bolj potrudijo za svojo objavo, kot za neko, ne vem, odvisno tudi od vplivneža. No. Yeah. No, to se mi je zdelo, tudi recimo, Neli, če se vrnem k tebi, ko smo zdaj govorili o kreativnostih, o kreativnih možnostih družabnih omrežij, tisto, kar se mi zdi pri Fronti pač pomembno, je seveda tudi to, kot si sama rekla, da nisi skušala samo pač žugati s prstom, ne, ampak si skušala tudi razumeti oziroma prikazati, kako je, ker ni nazadnje Fronta, Soški, omogoča pač neko izražanje ne samo kreativnosti, ne nazadnje bova kar rekla identitete, ne? Skratka, omogoča in nek performance same sebe, neko zelo veliko kreativnost, ki seveda pred tehnologijo ni bila na ta način mogoča. Ne? Se vemo, rast podcastov, rast različnih pač teh načinov izražanja je zelo, skratka, tudi pri tebi ne gre, mislim, sploh ne gre za to, da bi skušali demonizirati tehnologijo državna mreža, ampak skušaš nekako prikazati stanje. No?
Ja, definitivno. To pa zaradi tega, ker tudi jaz sama ne doživljam tako, da bi rekla, da demoniziram vse to in bi se mi zdelo to zelo napačno. Jaz sem v bistvu fascinirana nad vsem tem, kar se dogaja in kakšne možnosti ponuja. Se strinjam, tako kot si ti že rekel, da bi morali na nek način te kurikulumi v šolah so res zastarele. Toliko vsega je, ki bi bilo treba predstaviti, ampak najbrž tudi učitelji sami se ne zavedajo dobro tega, da bi to lahko sploh o tem govorili, zares predstavljali. Je ravno tako, kot ste vi rekli, prej obratno, da mladi ali pa otroci učijo na starejše. Jaz moram reči, da jaz sem v resnici po naravi dosti pesimističen človek, ampak ker zdaj gledam na tele možnosti, kar jih nudi te pametne naprave in ta povezanost in ta splet, seveda vidim vse te pasti in jaz sama mislim, da sem dosti noter v tem, tako da vidim. Ne poznam sicer osebno vseh omrežij, recimo TikTok mi tudi do zdaj neznan, ampak v resnici kar nekako sem optimistična. Ja, otroci in tudi odrasli so ure in ure gor. Tako, kot ste rekli, kaj pravijo podatki. Zadnjič sem na sprehodu s psom, imam mlado prijateljico, ki hodi v 9. razred, ki tudi sprehaja psa. In sva se pogovarjali, sem vprašala, pa dej, odličnjakinja, bistra, neverjetno, kako se lahko s temi mladimi ljudmi pogovarjaš, zanimive stvari. In sem vprašala, pa koliko ti, ko imaš petice in res se vidi, da je ambiciozna punca, koliko časa ti preživiš pa pol dan na telefonu, na računalniku? In ona reče, tako, rekla, 2 uri, maksimum 3. V redu, ko pa tvoje prijateljice v šole, se pravi, to so 9-šolci. In reče, tako 6-7 ur sem ostala z odprtimi usti. Nisem res si predstavljala, da bo to ta odgovor. Kar je še dober rezultat v primerjavi z odraslimi. Vsi mladi niso problem. Naša generacija je problem, ker gleda bistveno več v ekrane in potem žugamo mladim, dajte ne bi tukaj pred ekrani. To je tako, da bi pijanci težili narkomanom. S tem sem hotela reči, da ne vem, to je nek moj notranji občutek, da to pravzaprav je en tak uvajalni proces, da se bo to vsega človeštva, da bo nekako najdlo, da so to neke otroške bolezni, vse te stvari, da bo ta povezanost najdla nek dober način za človeštvo, da se bo iz tega nekaj naučilo in potegalo. Jaz nekako vse to čutim in ne verjamem. Zdaj, da bi to predstavljala res na ta črno-bel, ali samo dobro, ali samo slabo, ne v knjigah niti ne morem, ker ne verjamem v to. Ja, tukaj bi dodal, da pač živimo v dobi socialnih omrežij in zdaj izogibanje temu bi bilo nesmiselno, da se pač izklopiš, pa živiš brez. Sam pač navaditi se moramo pa prilagoditi temu, pravilno, da se ne res ne... Ja, in predvsem zaznati te stvari, ki jih recimo veliko ljudi ne razume tega, da je lahko nekaj lažno. Če smo navajeni ljudi nekako ocenjevati potem, ker jih spoznamo, kakšne nam vtise dajejo, govorijo resnico, tukaj je res bolj trik, da dobiš neke informacije od zadaj, ne veš, kdo stoji in ne veš, ali je to v redu, pošten človek, kaj ti prodaja. Ampak tako, kot se vse ostale stvari naučimo, jaz verjamem, da se bo človeštvo tudi to naučilo v neki bližnji prihodnosti. Če lahko nekaj dodam v zvezi s temi omrežji, 2 stvari sta. Prvič, dostikrat uporabljamo izraz družabna omrežja, pa ne vem, če nas delajo dejansko bolj družabne. Zaradi tega, ker moramo toliko povezav vzdrževati, pozabimo na tiste ljudi, ki so nam blizu, in zaradi tega, ker moramo žonglirati z TikTokom, Instagramom, Snapchatom, Facebookom, LinkedInom in vsem ostalim, enostavno nam zmanjka čas za sorodnike, za prijatelje, za znance, za odnose v živo. In pa še to, nastaja nova topologija družbenega sveta, načina, kako smo povezani med sabo in ki deluje po načelu tega, ki sem ga že prej tako omenil v zvezi z Bezosom pa Zuckerbergom. V tem svetu vse bolj velja tisto biblijsko Matejevo pravilo. Bogati bodo še bogatejši, tisti pa, ki imajo malo, se jim bo pa še tisto vzelo. In ne gre tu samo za finančno premoženje, za finančni kapital, ampak tudi za socialni kapital. Nekateri posamezniki, Kim Kardashian, Donald Trump, slovenski predsednik, Aljoša Harlamov so izjemno povezani,
Večina pa nas je revnih v svojem socialnem kapitalu in nekateri znajo ta socialni kapital potem tudi transformirati v druge kapitale. Kim Kardashianu finančnega recimo je zdaj samo ena najbolj povezanih oseb na svetu, ampak tudi ena najbogatejših žensk na svetu. In takih izjemnežev je malo, večina pa nas je razmeroma revnih. Ampak tudi jaz ne bi rad demoniziral omrežij, jaz sam hočem opozoriti na to, da kakšen svet nastaja in da se moramo res tega učiti v šoli. To, kar ste predlagali, se mi zdi bistveno, da razumemo matematiko, logiko novega družbenega sveta. A lahko povem drugačno mnenje. Jaz kot mama sem bila zelo zaskrbljena, ker sta mi sinova visela ves čas na teh omrežjih. Ne, se morata učiti, morata hoditi ven in tako naprej. In potem sem videla, da moram popolnoma perspektivo obrniti. Ne strinjam se, da postaja družabno življenje revnejše zaradi tega več. Prej sem to mislila. Namreč opazila sem, da je moj mlajši sin, ki je zdaj star 20 let, da je se spoznal preko teh nekih, sploh ne vem, kako se kličejo, ker niso nič od teh naštetih, neko pač omrežje, sem pozabila ime, neko čudno. Discord, ja. Discord. Preko tega se je povezal z osebami, skupaj so igrali igrice iz cele Evrope, tudi iz Azije, iz ne vem kje. In to so ure in ure preživeli skupaj, se zafrkavali na podoben način, kot jaz tudi opisujem v knjigi. Se povezovali, skupaj gledali filme, se pogovarjali, resne pogovore imeli in prišlo že do tega, da so se začeli meniti, da se dobijo nekje, ampak poleg COVID prišel vmes, da se dobijo, da pridejo vsi nekam na morje, sem na Jadran in da se dobijo. To so resna prijateljstva, čeprav se še niso srečala. Ne? In tudi na drugačen način se povezujemo. Jaz opažam, da recimo prijatelja, ki imam v Avstraliji, če ne bi bilo tega, da se jaz lahko neprestano z njim slišim po Skypeu ali pa Messengeru ali čemorkoli, bi bilo najin kontakt zelo omejen na neka pisma, pošiljke. Tako se pa vidiš, se pogovarjaš, uživaš. Tale naša socialna scena se zares spreminja, ampak jaz ne bi rekla, da postaja osiromašena. Koncev koncev lahko družina, ki jo imaš, ta krvna družina, sploh niso tvoji najbližji, zares ti nekako ne sedejo. Ne. S tem se pa naenkrat odpre cel svet, v katerem lahko najdeš ljudi, ki so ti zelo blizu. In me se v resnici ta vidik tega zdi pravzaprav fajn. S prijateljco si vsak dan pošiljava Messengerju, ne moramo se vsak dan srečati na kavi, se srečujeva, ampak se pa vsak dan ta novičke poveva, pa s tem, pa s drugim, pa s tretjem. Tu se z vami absolutno strinjam. Itak so tudi naši starši verjeli, pa njihovi starši, da bojo pogrošni romani pokvarili ljudi, pa da bo zaradi tega družba propadla, televizija, da bo pokvarila ljudi, pa da bo zaradi tega družba propadla. Moji starši so me svarili, ne tu gleda, to je ekran, pejte ven, pa sem dobil računalnik ZX Spectrum tam v 80-ih letih, računalnik te bo pokvaril, pejte ven, ker naprej se ta zgodba ponavlja. In tudi jaz nočem svojim otrokom pametovati glede tega, oni so tudi na Discordu, pa tam četajo, pa se zabavajo po svoje. To jaz se razumem. Pravim sam, da rabimo neko ravnotežje med fizičnim in digitalnim, med tistimi prijatelji, ki so nam blizu, pa so lahko na drugi strani sveta. Sam ne moramo pa gojiti razmerij za tisoči ali pa za milijoni ljudi, ker enostavno ne moramo. Ne, se najbrž jih ni, ampak tukaj imamo mladega človeka. Jaz mislim, da se vi zelo še srečujete in jaz vidim, da se mladi ljudje srečujejo in pogovarjajo. In mogoče celo bolj in boljše. Ja. Ampak tukaj bi dodal glih to, ko ste rekel, da pač bogatejši bojo imeli več. Isto je tukaj. Tisti, ko znajo se prilagoditi tem omrežjem pa vsem, se bojo razširili, bojo spoznali svet, bojo vse. Pa imaš pa te pasivne uporabnike, ki so pa zaprli med 4 stene, pa samo lajkov, pa gledal slike, pa bo imel pa dejansko manj. Ja. To je bistveno, nismo vsi enaki in tudi mediji nas določajo, tako kot je rekel Marshall McLuhan, medij sam je sporočilo in medij, na katerem si, ki ga uporabljaš kot primarnega, zelo določa tvojo identiteto. TikTok, recimo, če ga uporabljate, pač je vizualni medij, tam se moraš pokazati, moraš biti spreten, moraš narediti nekaj ekstremnega in hitro. Prvih par sekund je bistvenih na TikToku, tako da režejo vdihe in izdihe, zato da blebetaš bolj na hitro, ker če zagrabiš človeka v tistih prvih 3 sekundah, boš gledal video do konca, če ne je stvar propadla. Tako izjemno hitro je treba reagirati. Twitter, recimo, ti veš sam, kako je stanje tam.
besedni boji, to so v bistvu dueli, potem namesto pištole potegneš pravo besedo in tisti, ki znajo 280 znakov povedati nekaj res udarnega oziroma spisati neko odmevno sporočilo, bodo potem mogoče v časopisih naslednji dan. Tako da medij sam nas določa. Tako Facebook se mi zdi pa še najbolj tak kot vaniljev sladoled za povprečne. Za starce 60 plus, ne, generacije, ki najhitrejše raste in ki ne znajo tega medija uporabljati, ne, in potem pošiljajo, ne vem, moji mami, fotografijo moje mame na morju, pošle njena prijateljica na zid prilepi moje sestre, ne, in potem kar naenkrat moja mama na plaži, javno objavljena na zidu od nekoga drugega, ker je mislila, da je pač poslala sestri to anonimno, ne. Pač ne znamo tega medija sploh uporabljati, mnogi ne znajo in ne vejo, kaj so njegove prednosti in slabosti, kje so pasti, kje so triki. Ne? Se tudi TikTok ima svoje trike, kako biti bolj viden in kako ga sploh uporabljati. Ne moreš kar pokazati vsega. Se vem, da če, ne vem, se razgalite bolj kot je potrebno, bo taka slika ali pa posnetek viden, ampak kaj pa čez 20 let, to bo še vedno tam. Ja, sicer ima TikTok kar dosti svoja pravila, ki res dosledno, naprimer, tiče razgaljen video, objaviš, ga hitro zbrišejo, ali pa če, ne vem... Jaz sem si ogledal že takih videov. A ja? Mislim, ja, sej kopalke pa te zadeve pustimo, ampak ja, da bi zdaj nage ljudi, potem ne vem, če gre za sovražni govor ali pa kaj taga, hitro pride do reporta pa bananja videa, ampak ja, so pa izjeme. Pa a ni hecno, kako je ta nova moralnost ratala zelo prisotna? Kaj si včasih, ker še ni bilo niti interneta, smo hodili na nudistične plaže in smo upali, da nas noben ne slika, ali pa nismo niti razmišljali o tem, ne? Ja, pa se danes, ne vem, tudi pedofili se nimajo nobenega dela, pač grejo na omrežje, lahko tam poberejo slike golih otrok, ki jih ljudje objavljajo, ne? In zdaj si tudi, mislim, pač ljudje ne upajo iti na nudistično plažo, zaradi tega, ker vas lahko nekdo fotografira in boste pol postali znana oseba. Končno. Mogoče s to optimistično noto, da vas kdo fotografira in postanete slavna oseba, počasi zaključimo. Jaz se vam vsem zahvaljujem za to debato, ki se je res raznila na koncu. Predvsem sem vesel za vse te 3 poglede. Jaz sem nekako med optimizmom, med pesimizmom tudi sam in mislim, da ne nazadnje smo vsi nekako tako. Predvsem pa se strinjam, ja, da pač butli bodo seveda uporabljali socialna mreža na bedast način, mi ta pametni, če nas štejem zdaj v kakšno drugo kategorijo, pa se bomo potrudili, da ga skušamo tudi kako drugače. Ne nazadnje tudi tale video Roma na YouTube, domnevam, delil se bo na socialnih omrežjih, tako da jaz se vam zahvaljujem tudi, da ste pristali na to, da se boste pokazali, da ste povedali svoje mnenje. Seveda pa vse poslušalce, gledalce, kakorkoli pač dojemate to obliko našega pogovora, ki boste tale dogodek pogledali na spletu, vabim seveda k obisku knjižnega sejma, ko gledo tudi drugih dogodkov, ki bodo potekali v okviru letošnjega, žal spet virtualnega knjižnega sejma. Predvsem pa kupite kakšno knjigo na sejmu, to ni plačana objava, pač to je naša knjiga, tako da me noben ni rabo plačati za to, je pa vsekakor sponzorirana objava. Kupite kakšno knjigo Cankarjeve založbe, mi smo na Emki prisotni z znižanjem naših knjig in pa vzemite knjigo, pojdite v naravo in posnemite kak selfie v Tivoliju, pa boste mogoče zadovoljili vse teme, ki smo jih danes nekako odprli. Skratka, gostje, še enkrat hvala za obisk, vam pa seveda hvala za ogled in poslušanje. Hvala za povabilo. Hvala, ja. Lepo Hvala branje. tudi z moje strani.